Torej še enkrat lep pozdrav. V nadaljevanju vam bom predstavila izsledke naše analize, ki se navezujejo predvsem na zaželenost dolgoživostnih tehnologij. Za začetek lahko povem, da zaželenost razumemo kot hotenje nečesa oziroma začutiti željo po, v našem primeru torej začutiti željo po uporabi dolgoživostnih tehnologij, ki jih interpretiramo kot različne oblike biomedicinskih terapij, ki podaljšujejo zdravo življenje. Analiza stopnje zaželenosti naše raziskave se je pokazala kot pomemben del interpretiranja naših izsledkov. Poleg pred kratkim opisane ekonomske dimenzije je seveda celosten pogled mogoč le, če usmerimo naš pogled tudi v pripravljenost na uporabo tovrstnih tehnologij med slovenskim prebivalstvom. V prispevku bom tako predstavila, kot rečeno, izsledke analize, razdeljene v 3 temeljne sklope: izražanje hotenja, izražanje pripravljenosti in želje po deležnosti. Omenim naj še pomembno ločnico našega anketiranja. To je bila vpeljava dolgoživostnega scenarija, ki je ločila čas na sedanjost in na prihodnost v letu 2040. Predstavljen dolgoživostni scenarij je predpostavljal razvoj biomedicinske industrije, ki se razvija in ponuja biomedicinske terapije, ki podaljšujejo, zavirajo staranje in pomlajujejo. Slovenija tako v letu 2040 postane zaznamovana z bolj zdravimi in vitalnimi ljudmi, pri katerih staranje napreduje počasneje. Strokovnjaki pa predvidevajo, da bi povprečen človek živel zdrav okrog 110 let. To nas sedaj privede do prvega sklopa, izražanje hotenja, ki predstavlja posameznikovo težnjo po pridobivanju omenjenih biomedicinskih terapij z namenom redne ali pa celo vsakodnevne uporabe za podaljševanje vitalnega življenja. Dosledno s tem hotenjem obstaja tudi posameznikova želja po tem, da so mu te tehnologije sploh dostopne in omogočene. Govorimo torej o zahtevi človeka, da lahko uresniči željo po podaljševanju lastnega življenja. Dejavniki, ki so se izkazali, da statistično značilno pozitivno vplivajo na zaželenost dolgoživostnih tehnologij, so bili izobrazba, dohodek, želja po dolgem življenju in strah pred staranjem. Na prikazanih grafih lahko sledite stopnjam pripravljenosti na uporabo dolgoživostnih tehnologij glede na starost. Dolgoživostni scenarij pa nam je omogočil izluščanje izsledkov pripravljenosti tako v sedanjosti kot tudi v potencialni prihodnosti. V tem oziru ste bili tako vodilni vprašanji, koliko so ljudje pripravljeni uporabljati dolgoživostne tehnologije in pa tudi koliko so ljudje pripravljeni priporočati biomedicinske terapije bližnjim in znancem. Na tej točki smo ugotovili, da so tisti, ki so manj staristični, hkrati tudi tisti, ki si uporabljajo dolgoživostnih tehnologij, bolj želijo. To je bilo opazno predvsem pa v vpeljavi dolgoživostnega scenarija, kjer so bili ljudje z bolj starističnimi nagnjenji tudi manj naklonjeni procesom podaljševanja življenja. Vprašanje starizma je v tem smislu postalo neposredno povezano z vprašanjem posega v naravni življenjski cikel posameznika, kjer se je seveda večja naklonjenost in spoštovanje do starejših ljudi izrisalo kot povod za temeljno sprejemanje tovrstnega medicinskega napredka. Visoki stopnji zaželenosti lahko sledimo predvsem v starostni skupini med 30 in 45 letom. Predvidevamo, da se to povezuje s splošnimi značilnostmi omenjenega življenjskega obdobja, ki je zaznamovano tudi z višanjem skrbi za zdravje, soočanjem s smrtjo bližnjih družinskih članov in vsaj načeloma relativno urejenim življenjem, ki omogoča neko finančno preskrbljenost. Potrebno je seveda omeniti, da naš vzorec žal ni bil reprezentativen, zatorej tudi porazdelitve enot med kategorijami niso enakovredne. In v tem oziru smo pravzaprav beležili najmanjšo zaželenost pri anketirancih med 15 in 29 letom, ki smo jo uspeli pojasniti z manjšim strahom pred staranjem in tudi manjšim poznavanjem mehanizmov staranja. Prav tako gre tu za starostno skupino, ki se močno sooča s prekarnim delom, individualizacijo, stresom v prihodnosti, in morda lahko v teh dejavnikih najdemo še kakšen dodaten razlog za manjšo naklonjenost. Po vpeljavi dolgoživostnega scenarija pa se je glede na enote anketirancev pravzaprav najmanjša zaželenost beležila v starostni skupini nad 65 letom starosti. To lahko interpretiramo kot zavedanje o tem, da dolgoživostne tehnologije tekom njihovega življenja ne bodo dostopne. Lahko pa sicer nasploh trdimo, da je dolgoživostni scenarij pozitivno vplival na zaželenje biomedicinskih terapij, saj so se te po hipotetični predstavitvi dolgoživostnega scenarija statistično značilno povečale. Pomemben element zaznavanja zaželenosti je bil tudi strah pred staranjem, ki se je izkazal kot temeljno vodilo podpore dolgoživostnih tehnologij.
Tu je seveda pomemben predvsem vidik, da bi potencialno biomedicinske terapije lahko znatno zmanjšale nastop bolezni staranja, kot so na primer demenca, rak, Alzheimerjeva in podobno. In te ugotovitve so tudi pozitivno kolerirale z našimi ugotovitvami, da bi 66% delež vseh anketirancev, ki bi se odločili za uporabo dolgoživostnih tehnologij, to storili zaradi ohranjanja zdravja. Na drugo mesto pa lahko kot primarni motivaciji umestimo samostojnost z 12 in srečo z 11%. Izražanje pripravljenosti, naš drugi sklop, lahko razumemo kot sprejemanje upeljave dolgoživostnih tehnologij v družbeno življenje. V tem primeru lahko želja po podaljševanju vitalnega življenja razumemo kot nek nesmrtni projekt, s katerim bi ljudje skušali preseči zavest o lastni smrtnosti. Preseganje naravnih omejitev življenja se je tako več kot polovici anketirancev zdelo sprejemljivo in so bili tako pripravljeni ne le na uporabo, temveč tudi na priporočanje biomedicinskih terapij svojim bližnjim. Pomembno pa je na tej točki seveda poudariti, da se zaželenost izključno kaže v smislu podaljševanja zdravega življenja. Podaljševanje življenja in hkratno soočenje z boleznimi starosti je uživalo veliko nenaklonjenost. Pri tem je seveda bistveno tudi samoocenjeno poznavanje mehanizmov staranja, ki se tesno povezujejo s skrbjo za zdravje in podporo nevladnih organizacij. Večje odstopanje zaznamo na primeru poznavanja biomedicinskih terapij, kar pomeni, da javnost kot taka ni dovolj seznanjena z delovanjem biomedicinskega sektorja. Prav tako pa lahko to interpretiramo tudi kot znak, da nevladne organizacije oziroma društva o tovrstnih raziskavah in napredkih ne osveščajo dovolj ali pa še nimajo dovolj vpliva v družbi. Se pravi, močno podporo društev in sorodnih organizacij, ki ozaveščajo dolgoživosti, pravzaprav se jih nekako kliče k večji družbeni angažiranosti. Tako da se je zaželenost dolgoživostnih tehnologij v veliki meri izkazala za sprejemljivo. Glede na spol in na formalno izobrazbo anketirancev pomembnejših statističnih razlik ni bilo. Vredno pa je omeniti nastop tendenčnih razlik, ki so kazale na to, da si moški spol bolj želi vpeljave in uporabe dolgoživostnih tehnologij. Tej tendenci smo lahko sledili tako pred kot tudi po scenariju in se je delno navezovala tudi na ekonomski razred, kateremu so ti anketiranci pripadali. Tu se seveda pojavijo pomembni pomisleki, ki se tičejo dostopnosti dolgoživostnih tehnologij tistim, ki so se razvrstili v nižje ekonomske razrede. O tem je sicer več že povedal kolega Jakob Drašček, še vedno pa se pojavljajo vprašanja, kot so na primer, ali bi morale dolgoživostne tehnologije veljati za sredstvo, ki je dostopno v okviru javnega zdravja, ali pa na primer, ali se mora prebivalstvo javno angažirati za izboritev dolgoživostnih tehnologij kot nečesa, kar naj pripada vsakomur. Vse to so pomembna vprašanja, ki nas pravzaprav povedejo v zaključni del tega prispevka in to je želja po deležnosti. Želja po deležnosti razumemo kot individualno in kolektivno željo po dostopnosti dolgoživostnih tehnologij celotnemu prebivalstvu. Večinski delež anketirancev bi tako ob dostopnosti tehnologij le premožnejšim občutil jezo. Vprašanja zdravja, samostojnosti, dolgega življenja in družbene koristnosti s tem sodijo v domeno javnih razprav in državnih politik in izkazala se je pravzaprav močna zahteva po enakopravni in enaki dostopnosti do sredstev za podaljševanje vitalnega življenja. Primerjava glede na mesečni neto dohodek izriše razrede, ki bi ob takšnem dogajanju občutili največ krivičnosti, je pa tu seveda ponovno potrebno omeniti nereprezentativnost našega vzorca. Dimenzija želje po deležnosti je seveda dominirana strani ekonomske dimenzije, ki se je statistično značilno pozitivno povezovala s strahom pred staranjem in poznavanjem biomedicinskih tehnologij. Pomembne pa so tu tudi želje anketirancev, ki so si močno želeli kritje dolgoživostnih tehnologij v okviru zdravstvenega zavarovanja. In četudi je bil velik del ljudi pripravljen nameniti del lastnega dohodka v pridobivanje biomedicinskih terapij, so povezave z zdravstvenim zavarovanjem tiste, ki ne smejo biti zanemarjene. Hkrati je tudi velik del anketirancev izkazal željo po državnem vlaganju v razvoj dolgoživostnih tehnologij, kjer lahko močno željo po državnem vložku razumemo tudi kot potrebo po regulaciji trga. Tu je bila zatorej tudi poudarjena pomembnost transparentnosti nevladnih organizacij, ki bi prebivalstvo redno osveščala o vitalnem podaljševanju življenja, o aktualnih dogajanjih, predvsem pa, da bi podajala objektivna dejstva o razvoju biomedicinske znanosti.
Željo po deležnosti lahko zatorej razumemo kot željo, ki zahteva pravično porazdelitev zdravstvenih sredstev med prebivalstvom, državne posege v trg in pomembnost nepristranskih nevladnih organizacij, ki delujejo odkrito in objektivno. Kot ključno se je izkazalo tolmačenje biomedicinske znanosti, obveščanje o napredku in o razvoju dolgoživostnih tehnologij in pa tudi močna želja po tem, da te tehnologije ne postanejo le še en vidik družbene neenakosti. Za zaključek lahko rečemo, da zaželenost dolgoživostnih tehnologij definitivno prevladuje nad nezaželenostjo. Področja, ki pa se izrišajo kot tista, ki zahtevajo še nadaljnjo obravnavo in javne diskusije, pa so področja enake dostopnosti, poznavanje biomedicinske tehnologije, možnost odločitve tako za uporabo kot tudi za neuporabo teh tehnologij in pa težnja po transparentnosti delovanja in postopanja biomedicinskega polja. To bi bilo z moje strani to. Hvala za vašo pozornost.